Pozdravljeni. Po veliki nagradi Mehike smo lahko slišali mnenje Martina Brandla, ki je dobesedno zahteval kazen za Maxa Verstappena in Charlesa Leclerca. Zakaj? Pa kot običajno v naslednjih minutah. Martin Brandl je vsem nam, navdušencem Formule 1, dobro poznan. Bivši voznik in dolgoletni komentator Formule 1. In lahko bi dejali, da marsikdaj je bil ta Britanec tudi rahlo kontroverzen. Po dirki za veliko nagrado Mehike je izjavil, da po njegovem mnenju bi moral biti Max Verstappen strogo kaznovan in poleg njega celo Charles Leclerc. Namreč opazil je, da sta na začetku dirke oba izkoristila izletno cono. In kot pravi sam Brandl, naprimer Max Verstappen ni storil prav nič, da bi vsaj skušal zapeljati po progi skozi prvi, drugi in tretji ovinek. In zaradi tega, po njegovem mnenju, bi moral Charles Leclerc dobiti pribitek 10 sekund, Max Verstappen pa celo višjo kazen, drive-thru. In na čem je osnoval Martin Brandl to svojo teorijo? Samo na mnenju, da voznika pravzaprav nista storila nič, da bi speljala seveda prvi, drugi, tretji ovinek, temveč da sta se lepo pognala po izletni coni. Navaja, da je po njegovem Max Verstappen celo začel pospeševati in sploh ni zaviral. In tu seveda je tisto njegovo mnenje verjetno na istem nivoju kot moje ali pa vaše. Pustimo pri strani, da ima Martin Brandl izkušnje, da je bivši voznik in da je dolgoletni komentator. Ampak zagotovo on ne ve, kaj se je v vozniški kabini dogajalo. In tudi, da bi privlekel na dan kakšno telemetrijo, kjer bi bilo jasno razvidno, da je nekdo pospeševal namesto zavirov, no ja, sam tega nisem opazil. In treba je povedati, da športni pravilnik Formule 1 ni tako drastičen, kot si misli morda Martin Brandl. Seveda imamo tisti 33. člen, 3. točko, ki veleva, da morajo vozniki napraviti vse, kar je v njihovi moči, da ostanejo na progi. Ampak nam je tudi dobro znano, da ko nekdo 3-krat krši tiste razmejitve proge, dobi zadnje opozorilo, torej črno-belo zastavo. Ko prekršek ponovi v 4., direktor dirke pač piše poročilo, ki ga pošlje komisarjem in sledi pribitek 5 sekund. In šele, če bi prekršek ponovil v 5., bi voznik dobil daljni pribitek 10 sekund. Tu je treba upoštevati še nekaj, da ne šteje vsak izlet iz proge v tisti bonus 3 prekrškov, ki so dovoljeni na vsaki veliki nagradi. Naprimer, če je nekdo izrinjen iz proge, mu tega ne štejejo. Če se je nekdo, naprimer, umaknil v potencialno nevarni situaciji, ko je pred seboj imel, naprimer, kakšno oviro, se zadeva tudi ne šteje v ta skupek, ampak jasno nam mora biti, da najmanj 3-krat lahko voznik zapelje iz proge, brez da bi imel za to kakšen resen razlog. In na samem začetku je treba poudariti nekaj, da je Max Verstappen štartal
Ugotovil je, da je bil praktično na levi strani proge, kjer je bilo ogromno prahu in umazanije. In verjetno tudi zaradi tega ni zaviral, ker bi drugače imel še manj oprijema. Nekaj, kar bi moral bivši voznik Formule 1 vedeti, mi smo pa to videli na fotografijah, kjer je bilo za Red Bullom Maxa Verstappena kar precej prahu v zraku. In če pogledamo posnetek, vidimo, kako na široko je Max Verstappen zapeljal čez travnato površino. In da mu je kaj takega uspelo, je rabil, uganili ste, hitrost. Koliko bi Max Verstappen zaviral, bi lahko ostal praktično ukleščen v tisti pasti iz letne cone, kjer bi seveda odstopil in povzročil na samem začetku dirke kinitev, morda virtualni varnosti avtomobila, morda pravega, če ne celo rdeče zastave kot take. In tu seveda se lahko začne naš razmislek. Je Max Verstappen pridobil kakšno nešportno prednost ali pa se je nevarno vrnil na progo? Sam nisem zasledil ne enega in ne drugega. In zaradi tega bi lahko dejali, da je izjava Martina Brundla čisto njegovo osebno mnenje, ki pa ne odraža tistega, kar je piše v pravilu. Pri Charlesu Leclercu je morda zgodba rahlo drugačna. Charles Leclerc je sekal isto serijo ovinkov malce kasneje. Ampak kot piše v že prej omenjenemu 33. členu 3. točki, pri tem, da voznik zapelje iz proge, ne sme dobiti tako imenovane nešportne prednosti. Jo je Leclerc morda pridobil? Če smo pravzaprav natančni, pred tem, ko je zletel s proge, je bil pred njim Lewis Hamilton. Vsaj tako lahko sklepamo iz fotografij, ki so na voljo. Verjamem, da komisarji imajo boljši pogled in bistveno bolj nazorne kote posnetkov. In ko se je Charles Leclerc vrnil na progo, je seveda bil vodilni. Ampak takoj je mesto vrnil Landu Norrisu. Kaj pa Lewisu Hamiltonu? Ne, niti skušal ni vrniti mesta svojemu moštvenemu kolegu. In Lewis Hamilton po radijski zvezi je svojega inženirja opozoril, da nekateri nekako izkoriščajo izletno cono. In uporabljal je množino in ne ednine. Rad bi vas spomnil, da dvojine angleščina ne pozna. In zakaj torej Charles Leclerc ni bil niti dan pod preiskavo? Ker to, da je praktično pridobil mesto nad svojim moštvenim kolegom, bi morali pri Ferrariju sporočiti sami in se pritožiti. Verjetno ste mnogokrat opazili v raznih radijskih komunikacijah, ko voznik pove ekipi, naj prijavijo nekega nasprotnika, ker je videl na progi nepravilnost. Ali pa v drugem primeru, ko ste na vaših ekranih zasledili, da je bil določen incident zapažen, incident noted. To je samo sporočilo ekipam, da ni potrebno več neprestano javljati nepravilnosti pri nekem incidentu. Ampak če prijave ni, enostavno tudi postopek ne steče. In videli smo v nadaljevanju, da je Lewis Hamilton praktično napravil nekaj podobnega in bil kaznovan. Seveda, on je odšel iz proge, pridobil prednost, pri Red Bullu so verjetno to javili in postopek je stekel. In to je sedaj vprašanje,
ki je verjetno umestno. Zakaj pri Ferrariju niso praktično uporabili moštvenih ukazov in zadevo popravili? Ali pa navsezadnje tudi prijavili svojega voznika? Ne vem. In v njihove notranje razmerja moči se ne bom spuščal. Ampak dejstvo je naslednje. Tako Max Verstappen in Charles Leclerc pravno formalno nista kršila pravil. Sta jih upognila in to kar precej. Seveda, videli smo vsi. Ampak rad bi vas opozoril na nekaj. Formula 1 ni pošten šport. Tu velja, da če ne slepariš, se enostavno ne trudiš dovolj. In videli smo to lepo na začetku. Seveda, formalno pravila niso bila kršena in moralno dajem prav izjavi Martina Brundla, da bi bilo potrebno malce bolj ostro prijeti tiste, ki znajo tako zvito izkoristiti luknje v pravilniku. Ampak pravno formalno je bilo vse v redu. Zato kazni tu niti ne sme biti, ker ni bilo zapaženo nič kaj takega, kar bi bilo proti pravilu. Ali so komisarji gledali ali pa ne. Upam, da smo tudi tokrat videli, kako poteka Formula 1 tudi malce v zakulisju in seveda hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.